Mestna občina Celje v Trnovljah postavila montažno krožišče. Laško že 4. leto zapored prejelo naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Policisti v dvodnevnem nadzoru odkrili številne kršitelje. Martin Srabotnik na korona pokalu v Tacnu zaostal za Petrom Kauzerjem. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Potem, ko so na mestni občini Celje dokončali prvo od predvidenih novih krožišč, ki so ga delavci celjskega vodca v zadnjih 7 mesecih zgradili na Glaziji, so zdaj uredili še enega. Gre sicer za montažno krožišče, ki je že postavljeno na cesti v Trnovlje pri Celjskih Mesninah, načrtujejo pa še vsaj 2 novi krožišči. Takole izgleda novo začasno krožišče, ki bo omogočalo nemoteno vključevanje voznikov na cesti v Trnovlje. Gre za križišče cest, ki povezujejo tudi nekatere večje poslovne objekte. Če se bo izkazalo, da smo z novo prometno ureditvijo umirili promet, zagotovili večjo prometno varnost ter večjo pretočnost prometa, bomo na tem območju zgradili novo krožišče. Naložba je stala okoli 38 000 evrov, ki smo jih zagotovili v občinskem proračunu, vendar je pri tem potrebno poudariti, da so montažni elementi prenosljivi in da jih bomo, če se bomo pri Celjskih Mesninah kasneje odločili za gradnjo končnega krožišča, lahko premestili na drugo lokacijo. Na občini so zadovoljni z novim krožiščem na Glaziji, katerega prvi učinki pri umiritvi prometa in lažjem vključevanju voznikov, zlasti iz smeri garažne hiše, so že vidni. Zdaj čakajo še na 2 krožišči, kjer pa naložba ni odvisna le od občine. Na mestni občini Celje se zavedamo, da je potrebno čim prej urediti tudi krožišči na križanju Partizanske ceste s cesto od Celja do Laškega, torej pri mostu čez Savinjo, in Kidričeve ceste z lokalno cesto za Slance in Bukovžlak. Za oba krožišča smo pripravili projektno dokumentacijo, vse postopke pa zdaj vodi Ministrstvo za infrastrukturo, zdaj sta Kidričeva cesta in cesta od Celja do Laškega državni. Kljub temu načrtujemo, da bi za prehodno obdobje, torej do izgradnje krožišča na Kidričevi cesti pri odcepu za Slance, postavili začasno montažno krožišče in na tak način zagotovili večjo pretočnost prometa in večjo prometno varnost. Pred časom so iz mestne občine Celje sporočili tudi, da razmišljajo o izgradnji krožišča na križanju Ljubljanske in Čopove. Tu bi spet šlo za občinski projekt, a zaenkrat še ni znano, ali in kdaj se ga bodo na občini sploh lotili. Občina Laško pa je že 4. zapored prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Na prejeto priznanje so v Laškem, kjer deluje več kot 1000 prostovoljcev, še posebej ponosni, sploh v teh posebnih razmerah. V Laškem dajejo prostovoljstvu velik pomen. Prostovoljci so ljudje, ki nesebično pomagajo in lepšajo vsakdan ranljivejšim. In v Laškem takšnih srčnih ljudi ne manjka. Posebno so se izkazali tudi v teh kriznih časih. Ja, prav gotovo v tem res posebnem času, na katerega praktično ni nihče bil navajen takšnega načina življenja, so naši prostovoljci res odigrali veliko vlogo predvsem pri skrbi in pa obisku starejših občanov in pa rizičnih skupin. Župan se zaveda, da je prostovoljcev v Laškem veliko in zato so Laško z veseljem prijavili na razpis. In mi smo tudi letos se že 4. zapored prijavili na razpis Slovenske filantropije, ki je razpisala razpis za prostovoljstvo prijazno mesto in Laška že 4. prejela ta naziv. Tako na to smo ponosni, posebej smo pa ponosni na naše občanke in občane, ki se s tem tudi nekako življenjsko že skoraj ukvarjajo, predvsem pripadnike Rdečega križa, potem Karitasa, seveda tudi gasilcev in vseh ostalih, ki se aktivno vključujejo v samo prostovoljsko dejavnost. Dejstvo pa je, da je Slovenija kot taka v preteklosti zrasla na prostovoljstvo, v preteklosti si je bila medsosedska pomoč ena od osnovnih pomoči in pa delovnih sil za gradnjo tako stanovanjskih hiš, kot tudi vseh ostalih življenjskih bivalnih pogojev in prav je, da to nekako tudi negujemo še naprej. In koliko Laščanov je prostovoljcev?
Ja, v bistvu prostovoljcev je zelo relativna številka, preko 1000 prostovoljcev imamo, ki nekako delujejo na vseh področjih, od gasilstva do v bistvu obisku in pa oskrbe ranljivih in pa starejših skupin naših prebivalcev in praktično brez njih bi bila naša občina bistveno bolj osiromašena, kot je. Vsako leto, ko občina prejme naziv prostovoljstvu prijazna občina, letos bi bilo to torej že 4., je župan pripravil tudi sprejem vseh prostovoljcev. Letos zaradi znane situacije tega dogodka ni bilo, tudi posnetki, ki ste jih videli, so z lanskega srečanja. Se pa jim bo župan zahvalil takoj, ko bodo razmere to dovoljevale. Policisti Policijske uprave Celje so prejšnji konec tedna izvedli poostren nadzor enoslednih vozil ter psihofizičnega stanja udeležencev v cestnem prometu na območju Celjske policijske uprave. Kontrolirali so 266 voznikov enoslednih motornih vozil, ugotovili so 19 kršitev, zaradi katerih so zasegli 3 vozila, pri 3 so ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola, 2 voznikoma so odredili strokovni pregled. Policisti so pri nadzoru z alkotestom preizkusili 307 voznikov, pri 7 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola. Policisti so pri kontroli hitrosti ugotovili 32 prekoračitev hitrosti, zato so 31 kršiteljem izdali plačilni nalog, 1 pa opozorili. V dvodnevni akciji je bilo ugotovljenih še 39 kršitev voznikov koles ter 16 kršitev cestno-prometnih predpisov strani pešcev. Kajakaška zveza Slovenije pa je minuli konec tedna v Tacnu izpeljala prvo slalomsko tekmo v letošnjem letu, ki so jo poimenovali Korona pokal. Med kajakaši ga je osvojil Peter Kauzer, ki je bil 67 sekunde hitrejši od člana kajak kanu kluba Nivo Celje Martina Srebotnika. Ob Srebotniku so se odlično odrezali tudi celjski mladinci, ki so v mladinski kategoriji osvojili prva 3 mesta. Vsem se je videlo, da nekako nimamo tekem za sabo, tako da smo bili malo trdi, nismo glih bili utečeni. Ja, je pa fajn, da smo spet začeli tekmovati, sicer nimamo še večjih tekem, vsaj 2 meseca, ampak ja, po tekmi sem kar zadovoljen. Imam še par stvari za dodelati, ampak načeloma vse v redu, po planu. To ni plod od včeraj. Naši tekmovalci so kljub koroni pridno trenirali, po prilagojenem programu, ampak hudo fejst trenirali. Zadnji mesec, ko se lahko, so se vozili skoraj vsak dan v Tacen. Martin je imel Srebotnik kvalitetne treninge v tujini, tudi ostali naši so bili konec februarja pred korono na enem kvalitetnem treningu 12 dni v Poju, v francoskem glavnem središču, kajakaškem. In z nestrpnostjo smo čakali, kaj bo ta prva tekma pokazala. Udeležili so se vsi najboljši slovenski kajakaši in kanuisti ter nekaj gostov z Hrvaške. Po pričakovanju je bil najhitrejši zmagovalec Peter Kauzer, legenda tega športa, po moji oceni top 3 na svetu. Ampak veseli me zelo, da je bil 67 stotink z oba teka z 0 naš Martin Srebotnik. To je zelo dober pokazatelj. Martin mu diha za vrat. Martin je star 24, Peter je star 36, tako da Martin čas še prehaja. Izjemno vesel sem tudi za ekipni uspeh mojih fantov, mladincev. Lanto Minc prepričljivo zmagal, za njim drugi Jan Ločnikar, to sta 2 naša bisera, celjska. Takoj za njima, izredno za mene veliko presenečenje, pa naš tretji najboljši mladinec Aljaž Marot. Tada 3 Celjani na prvih 3 pozicijah v slovenskem kajaku, to ne vem, če je kdaj bilo pri mladinci. In to z krepkim naskokom. Tada, če bi bile to neke izbirne tekme, ki so vedno imajo, bi ta tekma že pokazala, da so 3 najboljši slovenski mladinci Celjani, kar dejansko so. Ob tem velja omeniti še 2. mesto Zale Zanoškar med mladinkami ter 6. mesto edinega kanuista Urha Turnška v absolutni kategoriji. Celjski klub bo tako imel na najpomembnejših tekmah letošnje specifične in krajše sezone kar nekaj želez v ognju. Predvidevajo se, gledajte, v juliju, začetku julija izbirne tekme.
danes se še sploh ne ve, kje bodo tisti 3 ali 4 slalomaši, ki bojo letos veslali. Zdaj, zaenkrat je tako odločeno, da bo Evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti v slalomu v Londonu prejšnji teden in ki je pač odpadlo, naj bi bilo v jeseni, začetku oktobra v Pragi. Tekme svetovnega pokala, ki jih ne bo 6, ampak bojo samo 3-4, bi bile pa septembra in začetku oktobra. Se pravi, olimpijada je odpadla, svetovnega prvenstva pa letos ni, ker je pač olimpijsko leto v kajaku. Tako da te velike tekme, vključno s Prago, bojo jeseni. Kar se pa tiče tistega, ki jaz najbolj sem cilju letos, je pa mladinsko svetovno prvenstvo in svetovno prvenstvo za mlajše člane, kjer bi mi lahko imeli, bom rekel, 5 reprezentantov na čelu z Lanom Tomincem, Janom Ločnikarjem, Zalo Zanoškar, Urhom Turnškom. Lejte, še danes ne vemo 100%, ali to septembra bo vtacno ali ne bo. ICF, Svetovna kajakaška zveza, malo koleba, ne ve, kaj narediti. V bistvu bi to lahko jesen naredilo vtacno, vendar če ne bojo letalske linije z Severne in Južne Amerike ter Avstralije vzpostavljene, je to zelo pod velikim vprašanjem. Izbirne tekme imamo avgusta za reprezentanco, potem pa upam, da bojo uspeli narediti evropsko nekje v sredini septembra in svetovne pokale oktobra. Definitivno bo skrajšana sezona, tekme bojo bolj skupaj, tako da bo treba pametno tempirati, ampak upam, da bomo vsaj nek del sezone izpeljali, tako je treba. In s čim bi bil Martin Srabotnik zadovoljen v letošnji sezoni? Rad bi naredil še eno stopničko višji, se boril tam za top 5 mest vsako tekmo. Mislim, da bi s tem bil kar zadovoljen in potem naredil nek napredek. Glavni Srabotnikov cilj prihodnjih 2 let seveda ostaja uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Tokio. Na prvi izbirni tekmi je Srabotnik zasedel 2. mesto. Do končne odločitve naj bi bili na sporedu še vsaj 2 tekmi. Ta korona je definitivno spremenila mal plan. Niso še 100% določili, ker še niso 100% tekme. Definitivno imamo še 2 izbirne pred sabo. Ena od tega bo evropsko naslednjo leto ali pa letos že. Potem pa še blok izbirnih tekem za ekipo. Ja, definitivno smo ene 4, ki se borimo lahko za mesto. Peter Kauzer je le ime našega športa in je ga težko premagati, ampak smo blizu, smo konkurenčni. Definitivno lahko gre vsak, mislim, od nas 3-4 kamot na olimpijado. Jaz Petra spoštujem, poznam ga, ko je bil še, da ne rečem, dojenček, čas hitro gre in seveda mi Celjani si pač želimo, da bi en Celjan nastopil na olimpijskih igrah. Pred leti ni bil daleč od tega Simon Brus, je bil drugi najboljši Slovenc, pa ga je Peter Kauzer premagal. Zdaj je prišel čas Martina Srebotnika, vendar Peter Kauzer, legenda tega športa, še enkrat poudarjam, se ne da in se tudi ne bo dal. Kdo bo šel drugo leto v Tokio? Jaz upam, da ta Tokio bo drugo leto. Kdo bo šel, bomo izvedeli šele drugo leto. Vsekakor je pa Martin Srebotnik zelo, zelo resen kandidat. Vedno so vsi te naši v senci večkratnega svetovnega evropskega prvaka, nosilca srebrne medalje z olimpijade Petra Kauzerja, vendar prej slej ga bo eden spodnesel, zdaj samo vprašanje kdaj. Je pa žalostno, da je v tem našem športu samo en kajakaš lahko nastopi, en kanoist pa ena ženska. Dejansko, če bi 3, tako pred leti, ko je Andraž Vehovar bil drugi Atlanti, pol bi Martin Srebotnik šel na olimpijske, pa bi lahko se tudi boril za medaljo, čisto po pravici povedano. Tak je pa žal ta predpis, tudi samo en Nemec, en Francoz, en Anglež, en Slovak, en Slovenc in žal je tako, samo po eni vsake države in zelo težko priti na olimpijske igre. Jutri bo precej jasno, sredi dneva v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 19 do 24. V četrtek in v petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe, še pa bo pihal veter severnih smeri.
Toliko za danes. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Spet vabljeni k nam na frekvence televizije Celje, jutri ob 18:30. Nasvidenje.